Hvala lepa za besedo. Dober dan, gospe in gospodje. Hvala tudi za povabilo, da lahko sodelujem na tako pomembni prireditvi, kot je predstavitev kandidata za predsednika slovenske države. Od Mateja in Jerneja smo slišali nekaj zelo pomembnih misli o tem, kakšna je naša ureditev, kakšen mora biti predsednik države, kakšne so pristojnosti predsednika države. Pred časom sem slišala oziroma prebrala nekaj besed tudi o tem, da predsednika države v Sloveniji sploh ne potrebujemo, ker vendarle nima nikakršnih pristojnosti, ker je to nepomembna funkcija. Predsednik ima res z ustavo določene pristojnosti, ki pravzaprav ne predstavljajo neke izrazite moči, ki bi bila privlačna za tiste, ki radi vladajo, ki imajo radi oblast, ki imajo radi moč, zaradi nekih parcialnih interesov. Moje trdno prepričanje pa je, da je funkcija predsednika države nadvse pomembna funkcija. Ne glede na to, da nima pristojnosti, ki jih ima vlada, da nima pristojnosti, ki jih ima parlament, pa vendarle je nad vsem tem. Ta funkcija je izrazito pomembna. In mislim, da je narobe, če verjamemo takšnim zapisanim besedam, da gre za nepomembno funkcijo, da bi jo lahko ukinili. Zakaj je po mojem trdnem prepričanju funkcija predsednika države nadvse pomembna? Zato, ker menim, da njegova vloga ni v moči odločanja, ampak v moči vzgleda. In zato je tudi pomembno, kdo je predsednik slovenske države. Mislim, da je predsednik države tisti človek, ki mora skrbeti za načrtno vzgojo k skupinski zavesti in k smiselnosti obstoja naroda. Slaba samopodoba Slovencev je posledica nesposobnih vladajočih v polpretekli zgodovini. Ti so imeli mlačen in podcenjevalen odnos do naše skupnosti. Kakšna naj bo samopodoba naroda, če je oblast taka? In prav tu je pomembna vloga predsednika države, da vzpodbuja k načrtni vzgoji k skupinski zavesti in k smiselnosti obstoja naroda. Če se predsednik obnaša državotvorno in izkazuje suvereno držo in plemenit ponos, ki jo ne smemo zamenjati za nadutost in napuh, podpira tudi pozitivno samopodobo državljanov. V nasprotnem primeru, če predsednik tega ne počne, podpira demoralizacijo in apatičnost državljanov. Vse te stvari so še posebej pomembne v času, ki ga živimo danes. Gre za čas krize, gre za čas, ko oblast išče izhode iz krize, ko je nadvse pomembno, da smo pri tem skupaj, da delujemo skupaj, in apatičnost v takšnem času je najslabše, kar se lahko zgodi narodu. Prepričana sem, da je predsednik oseba, ki mora pomagati pri definiranju naših skupnih ciljev. Ne glede na njegov političen okus, ne glede na njegove filozofske predpostavke, s katerimi živi, ne glede na njegove religiozne temelje. Predsednik je človek, ki ima vizijo, kaj hočemo s svojo državo. Meni se zdi, da smo včasih na to kar malo pozabili. Predsednik je človek, ki se zaveda, da je med nami veliko odličnih posameznikov, za katere smo vsi skupaj dopustili, da umolknejo. Da umolknejo zato,
ker so bili blateni in ker so to ljudje, ki na svojo čast nekaj dajo. In jim ni vseeno, kakšna je njihova javna podoba, kaj se govori o njih v javnosti, kako se jih blati. In tukaj lahko predsednik ogromno pomaga. Predsednik je človek, ki ima žar, dovolj humorja in dovolj poguma, s katerim bi nadomestil moreče vzdušje, ki nam ga vsiljujejo, morda včasih mediji, včasih pa tudi drugi. Predsednik je človek, ki mora premagati naše neizmerno nagnjene do zavisti in poskrbeti za promocijo odličnih posameznikov ter nam omogočiti kvalitetno nastajati. Predsednik je človek, ki ne gradi svojega dela na preteklosti, na komunizmu, na katerem koli drugem totalitarizmu, ker menim, da v takšnem primeru slabi naš zunanji politični položaj. Pri tem ne mislim in ne upoštevam podobe, ki jo o politiki ustvarjajo naši mediji. Pri tem mislim na tisto, kako nas vidi svet od zunaj. Jeseni bomo torej odločali, kdo bo naslednjih 5 let predstavljal našo državo navzven in kdo nas bo povezoval navznoter. Vse stvari, ki sem jih omenila, so za funkcijo predsednika, za osebo, ki kot predsednik vodi našo državo, nadvse pomembne. Zraven pa še sočutje, strpnost, gledanje na ljudi brez predsodkov. Takšno pot je tam na začetku 90-ih let začel Jože Pučnik. Sama sem jo malce več kot 10 let zatem poskušala nadaljevati. Letos imamo, gospe in gospodje, ponovno priložnost, da stopimo na to pot. Veličino, ki jo je imel Jože, ko je bil milosten do svojih eksekutorjev, brez kančka revanšizma, pa čeprav so mu očitali prav revanšizem in nas s tem strašili pred njim, potrebujemo tudi prihodnje. Ker vidim v Milanu Zveru človeka, ki je predan vsem tem ciljem in ima vse te vrednote, sem med prvimi podprla njegovo kandidaturo. Prepričana sem, da moramo biti združeni za prihodnost. Prepričana tudi sem, kot je rekel pred kratkim na enem od pogovorov gospod Cukjaki, da smo vsi otroci iste domovine. Hvala lepa.